Hvala lepa za povabilo, tako k knjigi, kot tudi k današnjemu posvetu. Kot je že kolega Jože omenil, mene zanima filozofski vidik teh dogajanj, ki jih povezujemo z Hudo jamo. No, in v svojem prispevku sem se ukvarjal s temo genocida, kajti mislim in trdim, da je v Sloveniji prišlo do posebne vrste genocida, ki ga lahko imenujemo, kot je že omenila kolegica Valičeva, politicid ali tudi klasicid. Gre za načrtno iztrebljanje določene družbene skupine zgolj na podlagi pripadnosti določenemu politični skupini ali klasi, razredu. Torej, ne glede na spol, starost, je to zadosti. No, ampak filozofijo ne bi zanimali temelji in tudi temelji naše civilizacije ali pa tudi temelji barbarstva, ki se je dogajalo. No, in jaz mislim, da imamo v filozofski etiki veliko nekih dvojic, parov, stališč, ampak mislim, da dogajanje, kjer gre za spopad med dobrim in zlom, če rečem malce dramatično, na temeljni ravni lahko opišemo z dvema tečajema, z dvema poloma. Na eni strani se nahaja nihilizem in instrumentalizem in na drugi strani personalizem. Mislim, da je to najgloblji nivo govora o dobrem in zlem, kar se tiče filozofije, globlje seže samo še teologija z govorom o izvirnem grehu. No, kaj pomenijo te izrazi? Nihilizem, kot ga jaz uporabljam ta izraz, ta pojem je opredelil že v 19. stoletju krščanski filozof Søren Kierkegaard. On ni uporabljal izraza nihilizem, ampak pojem vsebina je bil pa jasno navzoč. In Kierkegaard, naslednji Kierkegaarda lahko nihilizem opredelim kot miselno doživljalsko obzorje posameznika, skupine ali pa cele kulture, v obzorju katerega so vse reči vrednotno izravnane. Nihilist se ni sposoben segreti, kot pravi Friedrich Nietzsche. Se pravi, to je tisto, ko je človeku vse ravno. To je skrajno, to ni samo nek filozofsko stališče, to je stanje, to je globinsko, miselno, doživljajsko stanje. No, ker pa je nihilizem kot tak seveda praktično nemogoč, ker mi se v življenju vrednotimo svojimi ravnanji, če storiš, magari podzavestno že vrednotiš. Če storiš samomor, Bog ne daj, si se odločil, da je stanje smrti boljše kot ta eksistenca, ker je potem takem nihilizem praktično nemogoč, se prej ali slej preobrazi v instrumentalizem. Nihilizem izvira iz besede nihil, nič latinske, instrumental pa iz instrumentum, kar pomeni sredstvo, orodje. Se pravi, nihilizem je praktično nemogoče položaj in zato se prej ali slej preobrazi v instrumentalizem, ki pa je obzorje,
v katerem so konkretne človeške osebe obravnavane zgolj kot sredstvo za dosego nekega cilja, ki je različen od njihove lastne dobrobiti ali razcveta. Najbolj zloglasni in razpiti instrumentalisti 20. stoletja so na primer nacizem, kjer so bili milijoni žrtvovani za cilj prevlade arijske rase, ali pa na primer gibanja pod parolo komunizma, dosega brezrazredne družbe, ki so v 20. stoletju po zelo grobi oceni terjale približno 100 milijonov mrtvih, da ne govorimo o ostalih žrtvah. No, in moje mnenje je, da je tako oblika komunizma, ki je bila idejna podlaga dogajanj na Slovenskem, ki so rodile, na primer, Hudo jamo, in tudi sam genocid v obliki politicida oziroma klasicida, da so to filozofsko gledano skrajne oblike instrumentalizma. Kajti tu so osebe razumljene kot sredstvo. In na temeljni ravni razumeti genocid, tudi genocid na Slovenskem, pomeni spoznavati naravo, pogoje in dejavnike instrumentalizma. Tukaj sta dve nalogi. Prva je teoretska, druga je praktična. Teoretska naloga je, da se proučujemo pozitivne in negativne dejavnike instrumentalizma oziroma personalizma. Se pravi, če dam eno analogijo spojen dejavnika, to je tako kot pri bolezni, ne? Recimo, rak na pljučih, ne? Dejavnike, recimo kajenje. Ne? To ni pogoj, niti zadosten, niti potreben pogoj, ker so ljudje, ki kadijo, pa nimajo raka, ne zbolijo rakom na pljučih, in so ljudje, ne? Ki ne kadijo, pa zbolijo z rakom na pljučih. To ni pogoj, to je dejavnik. In teoretska raven je proučevanje teh dejavnikov instrumentalizma. Praktična raven pa je zmanjševanje pozitivnih dejavnikov instrumentalizma in povečevanje negativnih, zaviralnih dejavnikov instrumentalizma. To je v bistvu filozofsko jedro, česar se moramo mi vsej konkretni, opisni in drugi vzročni, motivni in drugih analizah lotevati. In to je eno izhodišče. Zdaj pa bi povedal tole, ne, moj en nauk tega stališča, če je res, kar pravim, je ta, da stvari se rojevajo iz nekih ozadij, ne? Iz nekih ozadij, iz nekih podlag v družbi. 2 minuti. Torej, mi moramo se zavedati, da vsaka, personalizem, če se vam povem na koncu, nasprotje pa personalizem pa izvira iz latinske besede oseba. To pa je obzorje, v katerem so konkretne osebe in njihova dobrobit ter razcvet vedno mišljeni kot cilj. Če hočete po slovensko personalizem, je to človečnost. Naša prva etična beseda mora biti človečnost. Ne pravičnost, ne red, ampak človečnost. In tisto, kar je v vsakem primeru prispevek k instrumentalizmu, je vsaka oblika nečlovečnosti. Tudi če se zdi, da se bomo s tem instrumentalizmom borili proti drugemu instrumentalizmu. Vsako pozivanje ali upravičevanje, recimo mučenja ljudi, ki je najbolj konkretna oblika
da bi bilo pravilno, recimo, da bi dopustili mučenje komunistov med drugo svetovno vojno, da bi jih dali v gestapovske zapore več, kot se jih je dalo. To je skrajno nevarno, ker to je instrumentalizacija naših sovražnikov, ki pa so osebe in vedno moramo ločevati osebo in njena dejanja. Svet Avguština, vemo, ljubi človeka in sovraži njegova dejanja. Torej, mislim, da je naša temeljna naloga na družbeni ravni ne samo konkretno nasprotovanje in raziskovanje teh stvari, ampak se zavedanje, da vsi instrumentalizmi, rdeči ali rjavi, rasejo iz skupne podlage, ki se imenuje nečlovečnostna ali instrumentalistična družba. Več žal ne moremo v teh 10 minutah. Hvala lepa.